Naša sogovornika Jerneja Keber in Aleš Ferjančič sta na začetku študija imela srečo. Jerneja je dobila sobo v dijaškem domu, Aleš pa v zasebnem študentskem centru. Kje bosta nastanjena v času študija, ima vsa 4 leta ni bilo treba skrbeti. Ja, jaz sem se pač ustalil in tu je zame ful pomembno študija, tako da študij mi ne da nikoli problem, predvsem tu, ker sem imel pač eno težavo manj. Ko sem se vpisovala v prvi letnik dodiplomskega študija, sem se odločila za dijaški dom Koper. Zaradi tega, ker je bil najbolj ugoden, si pač enostavno ne morem privoščiti stanovanja. Nimajo pa vsi teh možnosti. Študentski in dijaški domovi se hitro zapolnijo in mnogi študentje, čez 700 jih je, si morajo poiskati namestitev, ki pa ni tako ugodna. Vprašanje je, ki se odpira primernost neke kapacitete oziroma nastanitve za samega študenta, ker praksa nekako pokazuje ravno to, da skuša vsak vse, kar ima, skoraj oddati. Spletno stran mojcimer.si so koprski študentje ustanovili ravno zato, da pomagajo študentom in najemodajalcem. Posledično temu pa nekako lahko na nek način študentom zagotavljamo tudi pravno pomoč preko našega primorskega svetovalnega središča, kjer jim svetujemo pri sklepanju pogodb. Cena za študentsko posteljo pri zasebnikih se giblje od 170 evrov na mesec do 250. Študentje pa opozarjajo, da mnogi sobodajalci najemnikov ne prijavljajo in zato študentje ne morejo uveljavljati subvencije. Ta se je letos iz 40 evrov znižala na 32. Prostori, ki jih oddajajo, pa so neprimerni, vendar zaradi velikega povpraševanja študentje nimajo druge izbire. Na študentski organizaciji zato študente spodbujajo k uveljavljanju subvencij, ob tem pa poudarjajo. Se pa nikakor ne moremo generalno strinjati s tem, ker država na tak način denar daje zasebnikov, namesto da bi priskrbela, študentske domove.